Teniški navdušenci in navdušenke, prav lepo pozdravljeni v Facebook pogovoru. Današnji bo res aktualen, saj bomo skupaj z Andrejem Krašovcem, selektorjem slovenske ženske reprezentance, pokomentirali žreb v pokalu Billie Jean King. Lep pozdrav, Andrej. Živa. Lepo je slišati, torej po več kot 2 letih bo Slovenija končno zaigrala tudi na reprezentančnem nivoju. Ja, res je, pismo kar dolga je bila, več kot 2 let nismo bili skupaj, tako da se zelo veselim, da bomo ponovno skupaj. V aprilu potujemo v Antalijo, včeraj je bil žreb, mislim, da kar v redu za nas, no, se pravi, bomo probali maksimalno stvari narediti, se potruditi in probati doseči najboljši rezultat, kar je možno. Čeprav v zadnjih 2 letih torej Slovenija ni igrala, pa seveda niste počivali, nekako želite zgraditi ta ekipni duh, tako da ste bili kar nekajkrat skupaj na pripravah, kaj ne? Ja, res je, vsak let smo se dobili, koliko je pač bilo možno v teh časih, enkrat ali dvakrat na let, na par dni priprav. Tako da v stikih smo non-stop, predvsem lanskega leta na turnirju smo ene krajše priprave naredili, se družili, tako da smo dosti v navezi, no, tudi z igralkami, z njihovimi trenerji, tako da mislim, da bo tudi vzdušje je bilo na teh pripravah dobro, mislim, da bo tudi tukaj v Antaliji tako. Ja, tudi sam si bil nekako v tistih mladinskih časih del slovenske reprezentance, tako da še dobro veš, kako je pomemben ta ekipni duh, kaj ne? Ja, seveda, mislim, da se tukaj lahko naredi zelo dobra atmosfera, vzdušje in to pripomore potem k boljšim rezultatom. Bi malce pokomentirala zdaj žreb, torej Slovenija bo igrala proti Švedski, Hrvaški, Avstriji, Bolgariji in pa Gruziji. Ja, mi smo padli v skupino B, tukaj je 6 ekip, moram reči, da bo tukaj tekmovanje kar dosti naporno, se pravi v bistvu v 6 dneh bo 5 tekem, tako da tukaj bo treba kdaj prilagoditi tudi postavo glede na nasprotnice, probati kakšno igralko spočiti in v bistvu vse bo treba prekalkulirati kako in kaj. Je pa res, da če smo prvi v skupini, gremo avtomatično naprej, v primeru, da smo drugi v skupini, igramo potem ta play-off, ker od 11 ekip, se pravi v naši skupini je 6, v drugi skupini 5, grejo 3 naprej. Tako da bo treba pač tudi biti pomembno, da bomo pač sveži za tiste odločilne tekme, je pa tekmovanje kar dosti naporno, no. Veliko število tekem v enem tednu, v bistvu v 6 dneh. Največje breme bo padlo na Tamaro Zidanšek in Kajo Juvan, si morda kaj v stiku z njima? Sem, v bistvu smo vsakodnevno na vezi z njimi, z njihovimi trenerji, tako da jaz mislim, da sta trenutno kar v dosti dobri pripravljenosti, pač majhne težave so bile, pač korona, bolezen in take zadeve, ampak to mislim, da je za njima, da se bo pač treba, da se bojo spočile do tekmovanja, tako da mislim, da bo 9. ko potujemo v Antalijo, vse v najlepšem redu. Zdaj bolj ali manj dekleta na najvišjem nivoju seveda igrajo na betonski podlagi, tam pa se bo igralo na peščeni, bo težak ta prehod in ali je to prednost za slovensko reprezentanco, da se igra na peščeni podlagi? Mislim, da je, kar se tiče podlage, je to za nas kar ugodno, no? Mislim, da še kakorkoli sta Kaja in Tamara nastopata veliko na trdi podlagi, še vedno je neka podlaga za njih, ki jim bolj ustreza, je peščena podlaga. Mislim, da so tukaj tudi obedve zrasle gor in tako, da to, kar se tega tiče, imamo majhno prednost pred ostalimi, ne. Je pa res, da tudi ostale igralke, ali pa ta boljše igralke, znajo igrati na vseh podlagah in to je pač treba vzeti v zakup, tako da, ampak za nas mislim, da je kar ugodno, no, izbira podlage, no.
Hvala lepa torej za vse te odgovore. Torej nekako cilj je bil že, ko si prevzel to reprezentanco, da se vrnete v svetovno skupino in držimo pesti, da se bo to morda zgodilo prav kmalu. Hvala.